Takšen je pogled na Avče, lepo vas v občini Kanal ob Soči. Danes šteje manj kot 300 prebivalcev, včasih pa jih je tu živelo veliko več. Prebivalcev je bilo menda v 19. stoletju okrog 700, tik pred prvo vojno okrog 500, zdaj jih je manj kot 300. Prva svetovna vojna je globoko zarezala življenje teh krajev. Njene pomnike najdemo praktično na vsakem koraku. Kasneje je svoje naredil še fašizem in vas je začela nazadovati. Včasih je bilo v Avčah, takrat med vojnama je bilo menda 5 gostiln. Zdaj ni nobene gostilne, skoraj bomo brez trgovine. A ne glede na vse tegobe, domačini ostajajo optimisti, saj je možnosti za razvoj vasi še veliko, tudi v smeri turizma. Avče imajo namreč kar nekaj naravnih in tudi kulturnih znamenitosti. Med naravnimi je še posebej zanimiv naravni park Močila. No, naravni park Močila je poznan predvsem po tem, da ne glede na sušno obdobje stalno teče voda. Poznana je pa tudi po venerinih laskih, nahajališču venerinih laskov, ki je ena redkost, redko nahajališče v Evropi. Med največje kulturne znamenitosti kraja pa sodita obe cerkvi, cerkev svetega Martina in cerkev Marije Snežne. Prva je poznana po lepem gotskem prezbiteriju, ki ga je poslikal Jernej iz Loke. Prvi svetovni vojni je bila delno poškodovana, tako da prezbiterij je ostal tak, kot je. In Italijani so v času prenove popravili ladjo in v prezbiteriju freske predslikali. In sedaj čakamo, da se te freske obnovi v prvotnem stanju. V oltarju pa je oltarna slika svetega Martina, ki jo je narisal domačin Andrej Bucik po prvi svetovni vojni. Cerkev Marije Snežne, ki je poznana tako po gotskih kipih kot tudi po gotski arhitekturi, pa bo prihodnje leto praznovala 500-letnico svojega obstoja. Po pripovedi naj bi bila najprej cerkev Marije Magdalene, potem kasneje po nekih prikazovanjih, ki naj bi bile, so spremenili in so postavili tukaj kip Marije z Jezusom in od tedaj naprej je tudi romarska cerkev tu okrog kanala, najstarejša romarska cerkev. Praznovanje Marije Snežne 5. avgusta je tudi eno največjih praznovanj v kraju. Poleg krajevnega praznika, ki ga praznujejo 31. marca, v spomin na padec meteorita. V bližino kraja je padel leta 1908 in je prvi najdeni meteorit na slovenskem ozemlju. Ta meteorit se nahaja na Dunaju v naravoslovnem muzeju. Mi smo dobili silikonski odlitek od njega in zdaj tukaj hranimo te kopije teh meteoritov. Okolica ponuja še lepe možnosti za pohodništvo in tudi za kolesarstvo. Kraj ima celo downhill progo. Letos je bil že 11. po vrsti državno prvenstvo za downhill in moram reči, da je obisk zelo lep od tekmovalcev, pa tudi od gledalcev. Posebnost kraja je še črpalna hidroelektrarna, ki je prva tovrstna elektrarna v Sloveniji.